na področju pravosodja. Vi veste, da sem v več javnih nastopih rekel, da je pravosodje tista veja oblasti, ki v tej državi ne deluje. To je bilo tudi nekako, odnosno deluje slabo. To je bilo tudi neko vodilo, ki smo ga uporabili pri pripravi programa, zato naj poudarim samo 3 stvari. Skratka, reformirati želimo pravosodni sistem s ciljem, da pridemo do odprave sodnih zaostankov in da pridemo do kvalitetnih sodnih odločitev po principu 6+3+3 pomeni v enem letu. Praktično to pomeni 6 mesecev na prvi stopnji, 3 mesece na drugi in 3 mesece na zadnji inštanci. Seveda bo zato potrebna sprememba zakona o kazenskem postopku, predvsem z odpravo sodne preiskave in pa z uvedbo zelo jasno zavezujočih časovnih terminov za posamezna dejanja. Nadalje želimo zagotoviti enotno sodno prakso. Danes se nam dogaja preprosto to, da v enem delu Slovenije o identični stvari razsodijo tako, v drugem delu Slovenije pa povsem drugače. To želimo vzpostaviti na način zagotavljanja, na način, kakršnega poznamo tudi na Ustavnem sodišču, ko te ustavne odločitve veljajo potem kot precedenčne za navzdol. Odpravili bomo tudi tako imenovano vračanje na ponovno sojenje, kar smo delno že imeli v prejšnjem mandatu in je prejšnja vlada potem to spremenila. Pomeni, da sodišča ne bodo mogla več vračati na nižje stopnje, ampak bodo mogla odločiti sama. Tretja in zadnja zadeva, ki jo želim omeniti, pa je seveda problem zaplembe nezakonito pridobljenega premoženja. Mi imamo zakon, ki velja 2 leti, v tem času imamo 3 postopke in v teh postopkih je nekako obravnavanih 4 milijone evrov, ob tem, da vsi vemo, kakšna je bančna luknja in koliko denarja je tako rekoč poniknilo. Skratka, ta sistem zaenkrat ni učinkovit, želimo narediti učinkovitega, kot je bil recimo na Irskem, kot je bil v Srbiji, ki so že v prvem letu veljavnosti zakona potom tega predpisa zaplen velike milijone, ne pa tako kot pri nas, kjer se ni zgodilo praktično nič. Hvala.